Sramota! Z nekaj muke smo to farso vendarle uspeli spraviti v vsaj približno zakonite okvire. Serverja seveda nismo izročili, oziroma strežnika. V sodelovanju z našimi računalniškimi strokovnjaki smo pregledali korespondenco med gospodom Šircljem in 3 direktorji Slabe banke, oziroma člani uprave Slabe banke, ki so navedeni na uredbi. Vse skupaj smo našli za tisto obdobje pol leta v letu 2013 nekaj 10 sporočil, ki so jih v glavnem drugi pošiljali gospodu Širclju. So jih tudi pregledali in izročili preiskovalcem. Gremo za povsem trivialno komunikacijo. In po pregledu te komunikacije še posebej jasno, da tukaj seveda ni cilj gospod Šircelj. Cilj je bil, da se pride do strežnika Slovenske demokratske stranke in tukaj niso uspeli. Ampak to ste odločili? To policijsko odredbo se razume kot v bistvu iskanje 2,4 milijona nakazila Mostno oziroma njegovi drugi Korc, ki torej je bilo izvedeno v tistem času, ko je bil gospod Šircelj v začetku izvršnega reda. Imamo napačno. Odredba je objavljena, če ničesar ne skriva, še najmanj gospod Šircelj. Tudi ta korespondenca, ki je bila na našem strežniku, je bila izročena preiskovalcem ob izrecnem soglasju Andreja Širclja. Tudi on jim je izročil svojo elektronsko tehniko, ki so je zahtevali. Tukaj že na prvi pogled ni ničesar spornega, gre za nek odmev dodatne diskreditacije ljudi, ki so jih odstavili kot vodilne v tako imenovani Slabi banki, se pravi za dodatno porcijo diskreditacije. Tudi vse to, kar so iskali tukaj, so verjetno že imeli, ko so zasegli stvari na Slabi banki ali pri posamičnih osebah. So sami rekli, da preiskava poteka že nekaj časa in gre še enkrat opozarjam za leto 2013. Bojim pa se, da je to časovno ujemanje te preiskave, ki je medijsko popolnoma prekrila trenutno najbolj aktualno temo, to je nedeljski referendum proti uničevanju slovenskih družin. Mislim, da je bil zadaj še dodaten motiv, da se v ključnih dneh, ko se večina slovenskih državljank in državljanov odloča, ali bi šla na ta referendum in kako naj bi glasovali, popolnoma preusmeri pozornost na neko drugo temo in tako prepreči, da bi glasovi na tem referendumu dejansko dosegli potreben ustavni referendum. To preiskava v bistvu škodila prihodu ljudi na volišča. Ste tako porazumeli, ker lahko bi se tudi drugače razumeli. Manj se o neki temi govori, manj ljudi se v tem opredeljuje in manj ljudi pride na volišča. Tukaj ta trik ni bil narejen prvič. Tudi s podobno zlorabo, če se spomnite lani pred volitvami, nekaj dni pred volitvami, mislim, da ravno sredo pred tisto nedeljo, ko se je glasovalo, so mene privlekli na sodišče z Marico na 2 procesa, kjer se ne bi se strašno mudilo. Po tistem pa 1 leto ni bilo sklicano nobenega naroka. Vsi mediji so popteje poročali 20 minut o tistem. Kako so ljudje napadli neko ubogo sodnico, kar se je že zdaj skazalo za laž. Gre za preusmerjanje pozornosti na nekaj glasovanja, ki je v veliki meri strateškega pomena za slovensko prihodnost in za slovensko blaginjo, tudi za obstoj slovenskega naroda. Tako je.